Šole v Sloveniji niso v enakopravnem položaju, predvsem z tega vidika financiranja. Namreč, če povem čisto konkretno, šola s Koroške pelje dijake v gledališče, v dramo. Gremo gledati Visoško kroniko, odlično predstavo, ampak dijaki morajo poleg vstopnice, ki je za vse enaka, za vse dijake po Sloveniji, plačati še 11 € za prevoz. Torej nismo v enakopravnem položaju in to seveda, jaz sem zelo vesela, da dijaki iz Koroške tudi gredo v gledališče, ampak je to vedno problem in iščemo poti, na kakšen način lahko peljemo čim več dijakov, tudi tiste, ki si teh 11 € zelo težko privoščijo. Slovenska demokratska stranka v programu obljublja tudi, da bo šolam prinesla enakopravno izhodišče. Torej, zavedamo se, da so šole, ki niso ravno v centru, ki potrebujejo več denarja za to, da lahko funkcionirajo, da bi bile lahko enakopravne, zavedamo se, da jim je tem pač treba pomagati in jim tudi bomo pomagali. Lahko pa rečem tudi, da bomo pomagali vsem šolam, da bodo enakopravne. Danes zasebne šole niso enakopravne z javnimi šolami. Učitelji v javnih in v zasebnih šolah pravzaprav delajo enak posel, pa vendar država ne nameni dovolj denarja, samo 85% nameni učiteljem oziroma šolam in programu v zasebni lasti. In če tudi dajo javno veljavne listine, niso enakopravne. Jaz mislim, da mora denar slediti otroku, učencu, dijaku, študentu, ker to je edino pravično, da imajo vsi enako izhodišče.